Danes, ko avtomobili postajajo vse večji, višji, težji in postavljeni na velika platišča, pogosto trpi udobje. Sploh pri križancih, ki hočejo zraven biti še malo športni. Recimo Renault Rafale. Prečvrsto podvozje in zato neudobna vožnja je bila naša največja kritika hibridne različice. Zdaj imamo pa na testu priključni hibrid, ki tehta več kot 2 toni, se pravi skoraj 300 kg več, namesto 20-palčnih ima pa 21-palčna lita platišča. Obetaven začetek testa, ne? No, brez panike, ker ta je bolj udoben od hibridnega, tudi zaradi prilagodljivega vzmetenja, ki si pomaga s kamero, ki ga je razvil Alpine. Zato tudi je na voljo samo pri paketu Atelier Alpine. Rafale res dobro zgleda, sploh če imate radi križance z nizko streho, tudi tale barva z matiranim lakom mu paše, ni pa poceni. Pa saj tudi Rafale ni. Tukaj bom kratek, ker smo vse povedali že v prvem testu. Armaturna plošča mi je všeč, ker je lepo razgibana. Materiali so mi všeč, ker so kakovostni. Multimedijski sistem mi je tudi všeč, poganja ga Google Android. Še vedno ima veliko fizičnih stikal, tudi tega za izklop tečnih asistenčnih sistemov, ne morem pa se navaditi na kar 3 ročice na desni strani volana, pač preveč jih je. In v tem primeru prtljažnik ponudi 88 litrov manj prostora, skupaj še vedno lepih 539 litrov. Razlog je seveda v precej veliki bateriji, ki se skriva spodaj. 22 kWh ima bruto, neto kapaciteta znaša 21 kWh. Kot zanimivost, Renaultu jo dobavlja kitajski BYD, po podatkih tovarne pa lahko z njo prevozite do 105 električnih kilometrov. Poleti mogoče je res. Zdaj, ko je mraz, pa seveda manj, odvisno od tega, kje in kako se vozite. Če boste precej vozili po avtocesti, bo za vas najbrž zanimiv podatek, da lahko gre na elektriko do hitrosti 130 km/h. Če ne boste nobeno povedali, vam lahko zaupam tudi, da gre do 145. No, jaz sem na elektriko prevozil okoli 75 km, pa verjetno bi jih lahko do 80. Ker hitrega polnjenja nima, ga boste najbrž polnili doma. Z do 7 kW se polni na eni fazi. Še ena stvar je zanimiva, rezervoar za gorivo je tudi v tem primeru enak, torej pospravi 55 litrov goriva, kar pomeni, da boste lahko vsaj v teoriji brez postankov prevozili do 1000 km, v vsakem primeru pa boste z dosegom konkurirali modernim dizlom. Kar 3 elektromotorje ima, s tem tudi 4-kolesni pogon in kar 221 kW sistemske moči, kar je okroglih 300 konjičkov. Hitra kot strela? Ja, ko je baterija napolnjena vsaj 40%. 6,4 sekunde potem potrebuje do 100, se mi pa zdi, da tudi priključnemu hibridu bolj paše taka umirjena vožnja. Motor je konec koncev samo 1,2 litrski turbobencinski trivaljnik, kar se pozna pri prazni bateriji, niti ni najtišji in mi posledično tudi ni najbolj všeč. Prej bilo podvozje, zdaj motor, v tretje bo pa mogoče že vse perfektno. No, šalo na stran. Rafale Hyper Hybrid E-Tech, kot se imenuje, mi je vseeno bolj všeč kot hibridni, ker je tudi bolj udoben. Je pa tudi za slabi 2 povprečni slovenski neto plači dražji. Opazen je bil pa že prej.